Prebivalci Kopra, Izole, Pirana in drugih obmorskih mest so danes zjutraj začudeno ugotovili, da je ponoči neznano kam izginilo morje. Posebne enote obalne straže, policije, mornarice in civilne zaščite že ves dan preiskujejo, kaj se je dogajalo ponoči, a razen dejstva, da je brez vode ostal celotni severni del Jadranskega morja, so vse drugo za zdaj zgolj ugibanja. Na piranski punti je zdaj naš primorski dopisnik Gašpar Mišič. Pozdravljen! Čau Ljubljana, čau Lorela. Čau, kakšne so zadnje informacije? Se že ve, kam in predvsem zakaj je nenadoma izginilo morje? Nič se ne ve, tudi strokovnjaka, ki bi znal to racionalno razložiti. Vsi so napovedali, da bo gladina morja zaradi podnebnih sprememb vsako leto višja, ne pa to, da bo voda kar izginila. Za zdaj je potrjeno, da je brez morja ostal kompleten severni del Jadrana. Voda naj bi popolnoma izginila posod tam, kjer globina ni večja kot 50 metrov. Jadransko morje za zdaj po novem sega samo še do Šibenika na hrvaški strani in Ancone na italijanski obali. Takšne katastrofe ne pomnijo niti najstarejši prebivalci obale. Vse je ena velika puščava, toliko za enkrat. Kolega Mišič, hvala za te informacije. Ni zakaj, se vidimo. Na pobudo koprskega župana Popoviča so se na kriznem sestanku sestali vsi župani prizadetih obalnih mest vseh treh sosednjih držav. Poglejmo, kaj so se dogovorili. Dogovorili smo se, da bomo izkoristili priložnost in najprej postavili nekaj naftnih vrtin, pa če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, gremo na plan B. Dogovorili smo se, da ribiči bodo dobili posebne subvencije, da nabavijo kamele. Če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, bomo od slovenske vlade nemudoma zahtevali, da se struge vseh naših rek urgentno preusmerijo na obalo. Dober večer. Pozdravljeni. Bo vlada podprla zahteve županov? Predlagan krizni načrt je dober. Vse zahteve so legitimne. Seveda bomo potrebovali še nekaj dodatnih pojasnil in analiz, a dejstvo je, da če ne bomo našli nafte ali plina, je ena od opcij tudi ta, da z našimi rekami postopoma napolnimo Piranski zaliv. Gospod premijer, ampak to lahko traja leta in leta. Ja, poglejte, tudi Rima niso zgradili v enem dnevu, a ne? Načrt je jasen, 2 leti za raziskovanje morskega dna oziroma puščave, če ne bo uspeha, imamo 5 let, da zgradimo vse kanale, da preusmerimo reke in potem še kakšnih 10 let, da bo v Piranskem zalivu vsaj meter vode. Seveda, pričakujem, da bosta enako naredili tudi Hrvaška in Italija. Torej, po najbolj optimističnem scenariju bi se turizem, kot smo ga poznali nekoč, na obalo vrnil nekje leta 2035. Tako je. Po najbolj optimističnih prognozah bi se to zgodilo približno takrat, ampak morate vedeti, da bo to bolj mlaka turizem. Ciljna publika bodo družine z majhnimi otroci in seveda ne plavalci. Od nautičnega turizma bodo verjetno ostali zgolj gumenjaki. Gospod predsednik, hvala za pojasnila. Lep pozdrav. Kaj ta katastrofa pomeni za usodo arbitražnega sporazuma s Hrvaško, smo povprašali zunanjega ministra Karla Erjavca. To pomeni neka povsem nova dejstva. Težko si predstavljam, da bo arbitražno sodišče določilo mejo na morju, če pa morja ni več. Ta arbitražni sporazum je zagotovo mrtev. V novo nastali Piranski puščavi bo zdaj treba določiti mejo na kopnem. Naše stališče je tukaj jasno. Piranska puščava je v celoti slovenska, zahtevali pa bomo tudi odprt dostop do prve oaze. Slovenija mora ohraniti status puščavske države.